So bili v zelo slabem stanju in seveda moramo tudi priznati, da ni bilo posluha ne na madžarski strani, da bi podprli naša prizadevanja. To smo pa tudi vedeli, da vse pa ne moramo prositi tudi od Slovenije, tako da dejansko to je bila neka lastna iniciativa, da pa bomo poiskali evropska vira, evropska sredstva, da bomo naredili te razvojne projekte. Tako je nastala razvojna agencija in naš prvi projekt je bil usmerjen prav v kulturno dediščino še, oziroma ohranitev in razvoj kulturne dediščine. Iz tistega projekta so nastale kar nekaj investicij in sicer investicije, katere ste danes delno že tudi videli, ker ste bili v Andovci in ste videli hišo rokodelstva. To je dejansko hiša, katere lastnik je tudi naša razvojna agencija in domačijo smo obnovili iz enega madžarskega programa novo hišo rokodelstva pa smo zgradili v celoti na novo in sicer iz evropskega programa Sosed sosedu, oziroma projekta Sosed sosedu. V okviru tega projekta smo pa vključili še naše porabske občine in organizacije, za njih nudili celotno projektno asistenco in iz tega projekta je občina Gornji Senik obnovila kulturni dom tukaj na Gornjem Seniku, občina Donji Senik je odkupila eno staro domačijo in tam izoblikovala hišo kolarstvo, oziroma to je muzej, pa tudi zdaj se uporablja kot stanovanjski objekt, zaradi tega, ker ena gospa oziroma hiša je v slabem stanju, nisi jo vedeli kam dati in zdaj po noči ona tam spi, ampak hiša je bila obnovljena iz projekta. In državna slovenska samouprava pa je delno iz tega programa odkupila bivšo župnišče in tam izoblikovala spominsko hišo Janoša Küharja, kar se boste danes tudi ogledali. Ampak nismo bili pa mi ustanovljeni samo zaradi tega, da delamo na kulturnem področju, oziroma na tem, sicer to ni kultura, to je bolj neki investicije, oziroma ki so v korist za kulturno življenje, da pa naša glavna naloga je, da naj nekaj naredimo tudi na področju gospodarstva. In mi smo začeli že leta 2008 sodelovati z Ministrstvom za kmetijstvo Republike Slovenije in vedno smo rekli, da v Porabju, ki je del nacionalnega parka, ki leži na območju Natura 2000, so razvojne možnosti zelo omejene. Dejansko, katere so tiste panoge, kje se da kaj razvijati in delati, to je seveda turizem in kmetijstvo. Pri kmetijstvu pa bolj ta naravi, bolj priljubno kmetijstvo, ekološko kmetovanje. In turizem pa ne moramo razvijati v eni pokrajini, ki zarašča. Torej je treba nekaj narediti, da preprečimo zaraščanje pokrajine, ker vseeno za Porabje je treba vedeti, da tukaj so tukajšnji ljudi, Porabci, so od nekdaj kmetovali. Ampak takrat, ko se je spremenil sistem, dejansko tudi, kaj jaz vem, cene mleka so padle, na koncu so celo mlekarno, oziroma tam, kjer so zaprli tukaj. In dejansko vse to je povzročilo, da ni bilo več kmetov tukaj v Porabju. Dejansko so se zaposlili v Monoštru, ostali so sicer pol kmetje, torej so zase marsikaj pridelali, ampak nič pa več ni šlo na prodajo. In ker to kmetovanje več ni bilo tisto, kar je bilo prej, seveda kmetijska površina so ostale brez uporabe, oziroma niso jo več orali in delali na njivah, pa ne na travnikih. In dejansko se je začelo zaraščanje tukaj po Porabju in da to zdaj moramo mi nekako preprečiti. In kje začeti, s katero panogo, in smo se odločali za sadjarje, zaradi tega, ker oni so bili še najbolj aktivni. In smo rekli, da dejansko poskušamo njim predstaviti nekje dobro prakso, kako razvijati sadjarstvo. Smo jih peljali povsod, še v Bolzano, ki je pa res meka od tiste, ki se ukvarjajo z sadjarstvom. In naši sadjarji so po enem času rekli, da veš kaj, to zdaj enkrat konec, dejansko boli njih srce, da vidijo marsikaj,
vejo pa, da nič ne morejo narediti, ker za vse to uporabiš tudi finančna sredstva. Torej smo potem začeli delati na tem, da evropski projekt, s katerim bi na nek način pospešili, pomagali njim, in to je bil evropski projekt Visoko-debelni biseri, Upkač. Mi smo tukaj določili glavni cilj, da obnovimo travniške sadovnjake, smo vključili tudi sadjare, dejansko mi smo kupili traktor, semi, pripomočki in smo šli in smo začeli kositi te travniške sadovnjake, tistim, ki so se vključili v projekt. Smo pa že takrat vedeli, da nismo mi organizacija, da lahko za njih zagotovimo trg, kamor bodo oni zdaj prodajali svoje jabolka, ampak smo pa rekli, da ne moramo pa pustiti tak, zdaj, kaj izvem, 3 leta, mi te travniške sadovnjake obnovimo, kaj pa bo po tistem, ko več ni projekta, ko več nimamo sredstva človeka plačati za to, da bo to kosil. In prav zaradi tega nekaj dolgoročno, da bi to po tistem delali sadjarji, prav zaradi tega, da jabolka, katera ne bodo morali prodati, pa pripeljajo k nam, ker bomo naredili eno predelovalnico. In smo naredili predelovalnico tukaj na Gornjem Seniku in ta sok, katerega imate na mizi, to je naš lastni sok. Oni dejansko, kar se da, prodajo svoje jabolka, kar pa ne, pa pripeljajo v predelovalnico, naredijo svoj sok, kateri pa po tistem lahko ide na tržnico ali pa dejansko doma za lastno uporabo. Kaj je rezultat projekta? To, da tisti, ki niso se vključili v projekt, danes obnovljajo svoje sadovnjake. To pomeni, da je oziroma projekt pripomoral k glavnemu cilju, oziroma prispevati k trajnostnemu razvoju slovenskega porabja. In tako, ko smo začeli tisti projekt izvajati, smo mi že začeli govoriti o tem, da imamo pa še en stranski produkt, s katerim ne vemo, kaj delati. To je pa balirana krma. Kaj bomo delali zdaj z balirano krmo? In takrat smo gostili tukaj ministra, magistra Dejana Židana, in on je bil pobudnik, da bi pa postavili slovensko kmetijo v porabju. In ideja je nastala leta 2010, novembra. In leta 2015, julija, smo otvorili kmetijo, predali. Od leta 2013 se ukvarjamo že tudi z živinorejo, torej da naj krma dejansko ide naprej. Zdaj bi lahko rekli, da če bi imeli samo krave, da kaj pa bomo delali z mesom, zdaj tega več nimamo, zaradi tega, ker meso to pride na krožnik gostom in dejansko veriga se je zaprla. In kmetija je nastala v celoti s finančno podporo Republike Slovenije in sicer s pomočjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kmetija obdeluje uradno 25, neuradno pa okoli 30 hektarjev. Na teh površinah imamo 2-hektarski sadovnjak, imamo 3,5 hektarjev njivske površine, kjer imamo dejansko krmilo za živino, vse drugo so pa pašniki in travniki, ker v hlebu imamo sedaj 25 glav živin. To so dejansko krave, teličke, biki in seveda teleta. Zdaj, kmetija ima tudi turistični, oziroma se ukvarja tudi s turizmom, stacionarni in izletniški turizem. Glede stacionarnega turizma bi povedala to, da imamo 2 apartmaja in 1 dvoposteljno sobo. Naša goste sprejmemo celo leto in smo na Bookingu in smo tudi na Salaš.hu, to je madžarska firma, ki trži prenočišče na spletu. In ta firma, Salaš.hu, oni so nas za jesen izbrali med top destinacij Madžarske, oziroma top 10 destinacij Madžarske za jesen. In goste imamo, lahko rečemo, 99% iz Madžarske, ki tukaj prespijo. Naši gostje prihajajo sem za 3, 4, 5 ali pa celo za teden dni. Na začetku tudi mi smo se bali, kaj bomo delali z gosti, ki prihajajo k nam za teden dni, ker smo vseeno na podeželju.
ampak morate pa vedeti, da od naše boljše lokacije ni, kot je Gornji Senik in kot je naša slovenska kmetija. To pa zaradi tega, ker vse tisto, kar je nas omejevalo v bivšem sistemu, oziroma ta obmejnost proti Avstriji, proti Sloveniji, takrat so bile meje hermetično zaprte, zdaj je vse odprto in naši gostje dejansko bivajo pri nas, idejo na izlete v Slovenijo, v Avstrijo in tukaj po Madžarski. Mi za njih tudi sestavljamo programe, oziroma kam naj idejo, kaj si naj ogledajo, lahko dobijo tudi že cel program za cel teden, kaj mi predlagamo in smo pa veseli, da dejansko gostje, ki so tukaj, kaj jaz vem, 4-5 dni, rečejo, da se bodo vrnili, zaradi tega, ker vse niso morali pogledati, kaj smo mi predlagali. Najbolj smo ponosni na to, da delamo zdaj že 2 leti in imamo goste, ki že 3. in 4. prihajajo nazaj. In po mojem, to je pa najboljše, oziroma ko sam gost se odloča, da se vrne in ponovno bo gost naše kmetije. Restauracija je odprta soboto in nedeljo. Med tednom nismo odprti, za naše goste zagotavljamo zajtrk tukaj med tednom. Vikendi se seveda imajo možnost tudi za kosilo in tudi za večerjo. Kar se pa tiče restauracije, bi pa povedala, da imamo enega najboljšega kuharja. Seveda kmetija je nastala s finančno pomočjo Slovenije, je pa naša naloga, da kmetijo v nadaljni razvoj kmetije je pa odvisen od nas. In zdaj, če boste malo pogledali tukaj ven, imamo zunaj eno zunanjo peč, grill, tudi žar in vse, kar boste rabi tudi med tednom, da si kaj pripravi. To je že produkt enega evropskega projekta, to je projekt Green Exercise. To je projekt, kateri se zdaj izvaja. V tem projektu smo kot partnerji, mi dejansko tudi si določili cilj, da bomo razvijali tukaj kolesarski turizem. Ne, samo en trenutek. Ne, nisem pojte. Zdravljena. Vi ste pa tiste sceni naše komentarjev. Tako spremljajo goste, vidite, kako prijazni so tukaj. To so madžarski gostje. Naša naloga je nadaljni razvoj kmetije in mi smo rekli, da bomo razvijali tudi kolesarski turizem. Prav zaradi tega iz tega projekta smo kupili 8 trekking kolesov, 4 e-bajkov, katere so v kleti in dejansko takrat, ko pridejo gostje in hočejo iti kolesariti, dobijo tudi lahko kolesa. Smo postavili to zunanjo peč, pokrito, da lahko koristijo, je tudi voda, je tudi elektrika, voda za to, da si napolni svoj vrt. Tisti, kateri hoče koristiti naše storitve v restauraciji, je tudi elektrika, da si napolni svoj e-bike zunaj, klopi, mize, vse to, da se lahko sede. Investicija ni še končana, naslednji teden bo v celoti gotovo, ker pa dejansko je za nas, pa tudi za naše goste je vedno pomembno, da se lahko tudi razgibajo. Prav zaradi tega imamo tudi posebej za odrasle mali zunanji fitness park, oziroma te zunanje senzomotorične naprave. Spodaj pod parkiriščem pa bomo imeli tudi za otroke, otroško igrišče. In to je del projekta, katerega izvajamo. In seveda, dejansko, če so že tukaj projekti in če že imamo tako možnost, je naša razvojna agencija postavila en taki zeleni park tudi pri Slovenski Lipi, tam, kjer ste bili včeraj. Zdaj, lastniki smo mi, ampak koristijo pa njihovi gostje. Dejansko naš cilj je, da pridobimo vse več gostov in tisti, ki pridejo sem, kaj jaz vem, se razgibati, mogoče kaj bodo popili in potem bodo tudi še kaj pojeli. Imamo tudi nadaljne projekte, že pripravljeno, načrtujemo tukaj še postaviti eno hišo Sovn,
bomo pa imeli tudi zastekljeno teraso, zasteklenitev terase in čez 2 leti upam, da bomo imeli že tukaj tudi trgovinico lokalnih produktov, ker pa v naslednjem projektu smo rekli, zdaj že imamo kar nekaj pridelovalcev, od katere kupujem, kaj jaz vem, zelenjavo, krompir, vse to, kar mi rabimo tukaj na kmetiji. Pomembno pa bi bilo, da bi imeli tudi končne izdelke, saj vemo, da naše gospodinje imajo izredno dobre izdelke, tukaj govorimo o marmeladah, o sirupih, o mesnih izdelkih, ampak imajo dobre produkte, nišče pa ne prodaja, zaradi tega, ker ni registriran, tako da naš projekt bo usmerjen v to, da njim pomagati pri registraciji, da bo tiste njihove produkte pripeljati sem in dejansko za njih nudi tudi nek trg. In kaj je naš cilj? Seveda, naš cilj je, da postati prepoznaven, oziroma da bodo nas poznali tudi v Sloveniji, v Avstriji in tudi na Madžarskem. Udeležujemo se na raznih sejmih, seveda pri tem, da lahko postanemo bolj prepoznavni in posredno, ne samo mi, ampak celotna naša pokrajina in celotna naša mala skupnost Slovencev na Madžarskem, pri tem lahko imate vi izredno pomembno nalogo, ker prav medija je tista, ki dejansko lahko pritegne goste in lahko posreduje informacije o skupnosti, ki je tukaj in jaz sem vedno rekla, da moramo mi biti ponosni na naše prednike, ker naši Slovenci brez kakršnekoli podpore in v tistih časih, ko so bili hermetično zaprti, so ohranili svojo kulturo, svojo identiteto in svoj jezik. In to tako, da politika temu ni ugajala. Tako da so zelo trmasti bili naši predniki in upam, da smo to malo podedovali tudi mi. In me veseli, da ste naši gostje in jaz ne bom več govorila, ker sem bila že predolgo. Ja? Ja? Naši kriteriji, kdo je to? Zakaj imamo najboljšega kuharja? Naši kriteriji, kdo je to? Ne, dejansko on je, vi tukaj zdaj, ni on nek velik šef, ampak je pa človek, ki ima nek poseben odnos, oziroma on naredi lokalno hrano, mi imamo lokalno hrano, ampak malo predelano, oziroma tako, da se tudi zdaj lahko servira. In kar se pa tiče okusov, pa je nek fenomen, oziroma jaz nisem še nič takega morala, oziroma poskusiti. Komu je pa ime? On je pa Čaba, Štefan Čaba, je iz Monoštra. Čaba. Stefan, Abo, Stefan Valer, ja. Ja, in to, da je dober, mi imamo tukaj na Madžarskem eno oddajo, to je Gastro Angel, jo prenaša tudi Duna televizija in vsi, dejansko je najbolj popularna oddaja in oni so letos pomladi že snemali pri nas. Kdo je bil arhitekt te predstavke? Arhitekt je bila, projektant je bila naša ena porabska Slovenka, ki ima svojo pisarno, ima svoj atelje v Monoštru. Kar se pa tiče notranjega dela, pa je bil nam na pomoč